Na začetku leta se radi tudi kdaj ozremo za nazaj in pogledamo, kako smo prehodili pot, kakšna je bila naša uspešnost. In moram reči, da Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območna izpostava Brežice smo leto 2022 uspešno realizirali, bili kreativni in produktivni. Namreč po 2 letih zatišja zaradi epidemije smo lahko uresničevali programe v celoti in tudi v obsegu in v kvaliteti, saj dejansko so se lahko odvijali programi brez nekih ukrepov. Zaradi tega smo dobili tudi seveda več udeležencev in tudi več obiskovalcev. Stanje še ni povsem takšno, kot je bilo pred epidemijo, pa vendarle mnoge skupine delujejo na najvišjih nivojih, nekatere se še prebujajo in počasi dihajo zopet z novimi energijami. Obiskovalci pa se tudi počasi prebujajo in pričenjajo prihajati na naše dogodke, prireditve. Tu bo še treba nekaj izzivov, nekaj poguma, da jih bomo privabili še več in še bolj vneto, pa vendarle moramo si vzeti tudi čas za to, saj mislim, da so posledice epidemije res na vseh ravneh zelo občutne. Tudi v kulturi, pa vendarle menim, da bo dejansko leto 2023 zadihalo, kot rečemo, s polnimi pljuči. V letu 2022 je izpostava izvedla in beležimo več kot 100 dogodkov, 30 smo jih izvedli na območni ravni, nekaj več kot 10 na regijski, kar 15 državnih dogodkov, seveda so to vključene tudi udeležbe naših skupin in posameznikov na dogodkih drugih izpostav po Sloveniji. Izjemno smo počaščeni in ponosni, da smo gostili 2 državna dogodka, in sicer v maju literarni dogodek in literarno srečanje ustvarjalcev, ki pišejo v maternem jeziku, ki ni slovenščina. To je dogodek, ki se mu reče Sosed tvojega brega, in kjer smo gostili res odlične ustvarjalce, literarne ustvarjalce vse Slovenije. V novembru pa smo v Vrtičah gostili revijo Napev odsev, to je državna revija poustvarjalcev glasbenega izročila, ki je privabila 10 najboljših skupin vse Slovenije, po mnenju žirije, ki so ustvarile ta imenitni državni dogodek, ki je privabil tudi veliko število obiskovalcev in ki ga je posnel tudi Radio Slovenija. Prav tako bomo rekli, smo izjemno ponosni na 2 regijska dogodka, in to je bil novembrska sozvočenja, ki so se odvijale v Viteški dvorani in kjer smo gostili 6 pevskih zborov, ki so oblikovali regijski tematski koncert, in pa zborovodsko šolo, ki smo jo pričeli v mesecu oktobru in jo končali letos v začetku januarja, kjer pa so bili udeleženci iz dejansko vse Slovenije, in v tej zborovodski šoli smo nekako sooblikovali zborovske zborovodje, se pravi, ker smo imeli tečaje dirigiranja 1. stopnje. Prav tako je bila ena velika novost v lanskem letu, da smo izvedli revijo otroških in mladinskih zborov na malce drugačen način. To je bila vseslovenska akcija skupaj v sodelovanju z Zavodom za šolstvo, kjer smo izvajali območne zborovske bume. Ta izvrstni in radostni dogodek se je odvijal na dvorišču Posavskega muzeja Brežice in je združil dejansko vse šole in vse pevce, tako otroške in mladinske zbore, s skupnim programom, in dejansko je pesem nekako v enem mesecu živela res po vsej Sloveniji in vsi dogodki so bili izjemni. Izpostava pa izvaja tudi poleg svojega obveznega programa druge programe, v katero sodi gledališki abonma Brežice in vanjo 5 predstav, ki jih nekako od januarja do decembra izvajamo oziroma v sezoni, eni sezoni od oktobra do marca. Tudi letošnja sezona je že v pogonu, upamo, da bo menila brez zapletov glede same epidemiologije in tako naprej in da bomo privabili čim več obiskovalcev.
V veselem decembru vedno organiziramo tudi predstave za otroke. Tu so še poletni recitali v parku, ki so nastali v času epidemije in se je dogodek nekako tako prijel, da ga nadaljujemo tudi v svojem nadaljnjem programu. Seveda pa so tudi tukaj vsa kulturna društva in skupine, ki seveda se vključujejo v naše programe, saj ti ne bi živeli brez njih. Tako smo tudi letošnje leto pričeli s srečanjem s predsedniki kulturnih društev, z njihovimi predsedniki sekcij in mentorji, ki je nekako običajno vsako leto na sporedu, žal 2 leti sedaj ni bilo, ampak ravno to srečanje je namenjeno, da se pogovorimo o naših nadaljnjih načrtih, se spregovorimo tudi o prijavah na javne razpise, predvsem občine Brežice, ki vsa leta podpirajo kulturna društva in tudi JSKD Brežice na tak način. In tudi to srečanje, ki je bilo minuli ponedeljek, smo pripravili v Domu kulture Brežice, kjer smo dejansko zelo podrobno predstavili tudi letošnji razpis, ki je aktualen in je trenutno v pogonu. Tako da mislim, da smo tudi vsa društva opremili z ustreznimi podatki, da bodo tudi na teh razpisih obsežni. Naj še dodam, da dejansko sodelovanje z občino Brežice je res zgledno in da dejansko podpirajo našo ustvarjalnost, naše programe in to je še kvečjemu dodatna spodbuda in tudi seveda izziv, da delamo dobro, da delamo kakovostno in se trudimo tudi v bodoče, da pripravljamo zanimive in seveda uporabne programe tako za društva, na drugi strani pa tudi za obiskovalce. 2023. Dobrodošli na našem srečanju s kulturnimi društvi, ki je po 2 letih ponovno zaživelo v živo. Zdaj smo se v vmesnem času nekako srečevali preko Zooma. Razpis občine Brežice pa vendarle mislim, da je končno tudi lepo, da se vidimo v živo, kot običajno naredimo to v začetku januarja. Izjemno me veseli in dovolite mi, da pozdravim v naši sredini podžupana občine Brežice, Aleksandra Gajskega, ki ga seveda sedaj tudi vabim k pozdravni besedi. Naj vam na tem mestu najprej zaželim eno zdravo, srečno, kot je Simona rekla, kreativno in ustvarjalno leto. Želim vam, da bi v svojem delu, v svojem poslanstvu, ki ga izvajate kot kulturniki, kot ljubiteljski kulturniki, uživali in da bi to energijo prenašali na nas, ki uživamo v vašem delu, v tem, kar nam posredujete. Vse dobro in lepo pozdravljam pošilja tudi župan občine Brežice, gospod Ivan Omlan, ki se tudi opravičuje, da se žal zaradi druge obveznosti ni mogel udeležiti nocojšnjega dogodka. Kultura se na občini Brežice piše z veliko. Zavedamo se, da je kultura del našega vsakdana, da je kultura, lahko bi rekli, mogoče tudi tista pika na i, ki nam vsak dan polepša. Tako za tiste, ki jo ustvarjate, kot za nas, ki jo potem tudi sprejemamo. Da ima kultura pomembno mesto na občini Brežice, kaže tudi vlaganje v preteklih letih. Tako lahko rečemo, da je dober $1 milijon v zadnjih 5 letih vsako leto bilo investiranega, tako v delovanje društev, v investiranje in tako naprej. Recimo, kot primer lahko povemo, da je na letnem nivoju nekje 100 000 evrov gre za delovanje društev. Zelo veliko se vlaga v infrastrukturo, obnovo kulturne dediščine. Iščejo se seveda tudi evropska sredstva, tako kot se aktualno iščejo sredstva za obnovitev Banove domačije in tako naprej. Tako da iz vsega tega vidimo, da nam je mar za to in želimo, da s to finančno podporo damo vam in tudi vsem ostalim občanom tisti lepši jutri, katerim smo govorili na začetku. Aktualno so odprti 3 razpisi,
kot mi je kolegica Vesna Kržan pravkar omenila, so ti odprti do konca meseca. Več o tem boste lahko izvedeli tudi od nje. V letošnjem letu je pomembno, da se zaključi v bistvu v kulturni perspektivi 2020-2024 je eno od zadožitev, da se zaključijo investicije v vodovodnem stolpu, to je paviljon, ter da znajdemo napore in kako rešiti mestno galerijo Brežice. Da ne bom predolg, bi rekel takole, letos, ko obeležujemo 100 let smrti Maksa Pleteršnika, so cilji na kulturnem področju za občino Brežice dokaj visoki, ampak verjamem, da jih lahko skupaj, ker v bistvu je en od motov kulture, tudi dosežemo. Še enkrat želim vam vse dobro v tekočem letu in lep večer. Hvala lepa. Za ljubiteljsko kulturo, jaz bi mogoče samo opozorila na to dinamiko. Mi imamo, se pravi, še 2 razpisa z tega področja, in sicer eno izdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, načeloma mislim samo eno društvo pride v poštev na tem razpisu, ostalo so več ali manj župnije. Govorimo o drugem razpisu, ki pa je drugi programi na področju kulture. Ta pa je pravzaprav dejansko namenjen vam kot nek podporni razpis, poleg vaše redne dejavnosti.